V pripravi je strategija regionalnega razvoja Slovenije do leta 2050. Predstavili so jo tudi v Novem mestu in mi smo bili tam. Osnovno vodilo strategije je močne regije, močna Slovenija. S strategijo hočemo predvsem na eni strani slišati regije, slišati primerjalne prednosti regije, konkurenčne prednosti regije, mogoče celo razvojne specializacije. V jugovzhodni Sloveniji je regija, ki je zelo gospodarsko močna in je z tega vidika še posebej pomembna. Drobnič je poudaril, da želijo delovna mesta razvijati tudi v regijah, ne le v Ljubljani, in izkoristiti njihove prednosti. Pozdravljamo dokument, pozdravljamo pobudo, pozdravljamo tudi to, da je ta pogled nekoliko daljši. Se pravi, da to ni strategija za naslednjih 5 let, ampak do leta 2050, kar omogoča nek drugačen razmislek, kot če ga bi delali za kratko obdobje. Je pa vprašanje, ali so te ukrepi, ki so tukaj predvideni, dovolj močni, da bomo seveda vse te procese centralizacije, ki se dogajajo predvsem v središču v Ljubljani, znali tudi uspešno implementirati. Brantkovič je dodal, da strategija obravnava glavne infrastrukturne in demografske izzive regije, a da je najpomembnejše vprašanje, ali bodo zanjo zagotovljeni viri. Da brez razvoja infrastrukture, predvsem cest, enakomernega razvoja regij ne bo, so izpostavili tudi nekateri župani jugovzhodne regije. Razvojne osi bi morale tukaj dobiti nek epilog z nekim ciljem, da jih zaključimo, da vsem državljanom in državljankam omogočimo približno enak dostop do prometnih povezav. Na to šele lahko delamo določene kohezijske ukrepe in seveda vse, kar s tem sledi. Brantkovič verjame, da bi lahko regije z dodatnimi viri tudi iz integralnega proračuna načrtovale bolj ambiciozno. Osnutek strategije je v javni obravnavi do 23. decembra.